Živijo. Enkrat letno dobim možnost, da naročim kaj iz Ulte in Sephore, zahvaljujoč naši Maji in njenem dragemu. Tako da sem tudi letos izkoristila to možnost in si nabavila nekaj stvari, ki so bile ceneje, ker smo imeli za Ulto 20% popust, ter nekaj, kar jih je bilo na wishlistu že tako eno leto iz Sephore. Ena izmed največjih zadev na wishlisti je bila Soft Glam od Anastazije Beverly Hills. Že nekaj cajta, že v bistvu, odkar je prišla, jo z Majo pogledujejo. Jaz sem si mislila, ne bi, obetala je veliko, reviewi so bili dobri. Tako da so se na koncu obe odločili, da bova paleto vzeli. Paleta pride skupaj s svinčnikom in vsebuje barve, ki so bolj za moj okus divje, za Majo verjetno bojo ravno prav. Gre pa za bolj toplo, predvsem takole, recimo teli oranžkasti toni so zelo taki. Paleto, ki ima tudi kar nekaj senčil, ki so šimraste ter tudi glitraste. Tale čopič je tako, no, pa ja, je uporaben, ampak ne bom rekla, da sem blazna nora nad njim. Predvsem blendanje ne gre, kot mogoče boste videli. V krisu nisem mogla preveč dobro s tem zblendati, tako da je za prvo silo, pa ne za ravno redno uporabo. Kar tukaj predvsem meni je manjkalo, so bile ta svetle senčila, pa senčila za prehod. Zaradi tega sem pač že v štartu vedela, da to ne bo ena paleta, ki ima vse, kar potrebujem. Vendar sem se odločila, da bom enkrat tudi jaz avanturistična in šla sprobati nekaj, kar ni glih jaz. Ker so mečkam bolj toni, ki so mulberry, pa bleščičaste, ki sem jih dejansko že uporabila. In oranžne, ki jih jaz po moje nikoli ne uporabljam, oziroma to so bolj okar oranžne. Tako da se zaenkrat zdaj igram, verjetno ni, vidite, kaj je najbolj. Še kar ne moram iz svoje kože, ampak I'm branching out, tako da počasi mogoče bo. Kar ni glih dobro obetalo je bilo to, da sumim, da mi bleščičasti senčili dražite oči. Ker ko sem imela druga senčila, druge teksture, pa ne bleščičastega, nisem imela nobene občutljivosti. Jaz bi raje videla, da bi se pač še malo bolj blendale, ampak je treba pač vedeti, da jaz vedno čez močne baze to nanašam, samo od sebe ne zdržijo. Mogoče 1 uro, pa še to ne vem če, kar je v bistvu veliko, za moje masne, ampak ne bi glih hodila senčili v krisu po 1 uri, tako da pač je treba še vedno podlago. Bomo videli, do zdaj sem jo 3-krat probala, tako da ne vem še tako veliko povedati. Kupila sem pa to, pa ne Modern Renaissance, zaradi tega, ker ima ta 18 mesecev, Soft Glam 18 mesecev rok trajanja, tista pa samo 6 mesecev in mi pač to ni dišalo. Naslednja stvar, ki je bila že tako kar nekaj časa na wishlisti, je Sephorin Kit maskar. Te mini maskarce so meni zelo luškane, ker pač če si taka jaz, ki imam še naraj samo po 1 mesec maskaro, potem pridajo te stvari zelo, zelo prav. Tokrat so prišle v kompletu. Dajmo začeti tukaj. It Superhero, potem je tukaj od Urban Decay Troublemaker, odpirala jih iz logičnih razlogov ne bom, ker začne rok trajanja teči. Monsieur Big od Lancoma, Better Than Sex Waterproof, sestrica, ki ni waterproof, je ena izmed mojih top maskar, tako da se veselim tega probati.
Eye-opening maskara od Bobbi Brown bo šla pa eni izmed vas, zaradi tega, ker imam jaz veliko različico. Sem jo že preizkusila, jo imam zelo rada, imam tudi danes gor. Všeč mi je, ker naredi volumen, jih lepo razčeše, ampak je mogoče med majčkeno bolj trdimi maskarami, kar pomeni, da meni drži ta curl, val, privihanje, whatever, praktično cel dan in mi je zaradi tega ena izmed ljubših maskar in si pa želim, da tudi vi sprobate, pa mi potem poveste, ali je bila tudi vam všeč ali ne. Tako da, tiste, ki si želite to maskaro, komentirajte, eno izmed vas bom izbrala. Iz Sephore sem vzela še en kit. Jaz bi lahko bankrotirala na teh kitih, ker so mi blazno všeč, ker čisto za mojo dušo, da jaz dobim minije, da dejansko sprobam, da vidim, kaj je vredno, kaj mi je všeč. In če kje vidite kakšne črne zadevščine gor na ekranu, je to muha, ki leta in se rada tudi majčkeno prilepi na ekran. Je Sephorin lip kit. Zdaj, z lip kiti nimam sreče, ker ponovadi ker ga jaz hočem je vedno razprodan. Tako da je ta prvi, ki sem ga vzela. Pri maskarah je načeloma tako, ena je vedno suha. Ostale so v redu, tako da bomo videli. Ta prvi cukrček mini je od Kat Von D Lovecraft. Te pa lahko odpremo. Pogledamo, kakšne so notri. In je taka mala zadevščina. Barva bo meni primerna, sem da jaz tole lepše namažem. No, lepše namazati mi danes glih ne gre, ampak še kar vidimo. Naslednja je od Anastasie Beverly Hills. Ruby ta je take prišla v full size in je prišla tudi v čudovitem odtenku. Tale je pa čez nekaj na mojo dušo, bo treba čim prej da zgor. Paše, a ne? Ziher paše. V bistvu, tole sem si najbolj želela sprobati, ker me zanimajo, če so res tako dobre, kot jih promovirajo. Od Bite Beauty sem pa bolj hotela mat, tako da mi tale Itsy Mini Biti, dobesedno Bite, ni glih pisana na kožo, pa še nek tak čuden shimmer varianta je. Kar se tiče Urban Decay, pa Tarte, ki je High Shine, pa H2O Gloss, pa spet gre eni izmed vas, tiste, ki bi želeli ta gloska testirati, se javite v komentarje in žrebam eno, ker jaz pa glosi ne gremo skupaj. Ter še Grand Lips Plumping Liquid Lipstick v odtenku Smoked Sherry, ki tudi izgleda zelo zanimivo. In je na mojo vižo temen odtenek. Mislim, da z nobeno izmed teh treh ne bom sfalila. Ta je tak bolj bombončkast von, ostali so bolj moji. Ampak ponosila bom čisto vse 4. Ker je bil Tarte Shape Tape v odtenku Fair Neutral zame presvetu, sem se odločila, da mu dam še eno možnost, tokrat v bolj rumenem odtenku in sicer Light Center, predvsem temnejša. Zdaj bomo pa videli, kako se bo tole obnesla na meni, ker tale je bil res presvetu in si nisem kaj preveč dosti mogla pomagati z njim. Tale, ta drug, se mi zdi, da bo prerumen, ampak ga bom dan zgor, ampak je šel mečkam bolj skozi, tako da očitno Fair Neutral, ne sem, da je bil presvetu, tudi ta neutralen odtenek mi ni šel toliko skozi. Sicer tudi rumenen, ne bom rekla, da je zdaj super duper, ampak vsem boljš kot pa ta prvi. Drugi poskus, torej razmišljam.
Iz Ulte sem vzela tudi Ulta Beauty, to je njihov mat primer za oči, ki je brez vsega je. Oil free, fragrance free, pa paraben free in gre za eno tako zelo kot korektor, tako doziranje, kot korektor je malo ni čist, ne posuši se čist, in tak rahlo stiki je občutek. Mogoče mi je zaradi tega danes malo bremzalo tole blendanje, ker sem ga prvič porabila. Blendanje je bilo tako, no, kar težko, ampak bomo videla, je samo primer ali je mogoče še kaj drugega. Meni deluje tako kar korektor na mojih vekah in mi je bil v bistvu všeč. Iz Sephore, saj mislim, da je Sephora, bog si ga vidi, je It Style Bye Bye Pores. Oni imajo dva kompaktna pudra, It Style namreč, in sta tako res prav heca mi je bilo. Nisem vedela, kjer ga naročiti in tudi reviewji so bili zelo oddaljeni. Če si gledal na Sephora, je bil en pohvaljen, če si gledal na Ulti, je bil drug pohvaljen. Tako da tokrat mi je očitno bil namenjen, ker je prišel pomotoma in sem ga potem pač jaz odkupila. Temu bom rekla, da je namenjen meni. Ima ogledalce, potem je ta setting powder ter tale gobica, ki jaz nikoli ne uporabim. Meni bi bilo bolj všeč, da je brez gobice, pa bi bil tanjši, ampak v redu. Za enkrat pač zgleda v redu. Vidim, da imam mečkam fallouta, ki ga nisem počistila. Bomo videli pa, kakšen bo na dolgi rok, pa zdaj v sezoni, ki pride, ki bo 30 stopinj in se bom potila, ker ne vem kaj. In bomo dejansko sprobali. Edini skincare izdelek, ki sem ga vzela, je od CeraVe PM. Tale izdelek je pa na moji wishlisti, odkar je prišel ven. Že takrat je bil pohvaljen, ker vsebuje niacinamid, pa en kup ceramidov, pa hialuronsko kislino in sol hialuronske kisline in je bilo tako, wow, super, super. Vsi so ga ful hvali. Jaz sem tako, glicerin, pa še ena zadeva, ki mi ima šipole, jaz ne vem, če bi. Potem so pa začeli še naše Azike na veliko hvaliti, zdaj še doktorana v temule košu, sem rekla, ja, nič. Se bom pa še jaz probala, pa če bom mazolasta, pač mazolasta. In sem vzela in zaenkrat ni videti mazolo. Tako da držite pesti, ker gre za zelo všečen izdelek, je lahek, se zelo hitro upije, istočasno pa za popravljanje bariere krasen. Res krasen, je dobro za kline, tako da če ne prej, pa jeseni, ko začnem s heavy duty kislinami, bo prišel zelo prav. To je bilo to, kar je bila mojega letošnjega Sephora in Ulta haula. Zdaj grem malo se poigrati soft glam paletko še, da vidim, če lahko še en drugi malo bolj zablendam, ker mi ni všeč tale kris, ampak bože. Kateri izdelek iz Sephore ali Ulte je vaš na top wishlisti in bi si ga res ful želele, da vem, da si pripravljam kakšen plonk cegelc, če bom dobila še kakšna priložnost. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo.